celoti je delovala ista energija. Naša, vaša, od vseh ista energija. Se je združila. In če ste zaprosili, se bo to začelo uresničevati. Jaz sem se to navadil od Bracota. In če ste slišali za njega, pa v Ljubljani hodi v Mons in ima veliko slušateljev, oziroma veliko pacientov hodi, tudi iz Avstrije in Italije. Jaz, ko sem šel njega pogledat, sem rekel, pa se jaz to znam. To sem jaz toliko sprašal. Kaj je to točka? Kaj je to točka? On je zelo načitan, on tudi v točki. Samo jaz sem točko natreniral, tako kot jo boste vi skozi to tehniko. In to točko lahko premikate tudi kjerkoli po telesu. Se boste pozdravili. In to je zelo pomembno. To se pravi, izključiti misli, da znate misli ustaviti. To je počivanje. Dokler vas pa misli mučijo, toliko časa pa nimate miru, ker ste obsedeni s tem, in samimi skrbljivimi. Joj, kaj pa to? Pa niti ni tak problem. Ampak vas muči, ne? In tist problemček, ne? Rata velik problem, ker ne morete spati, niste spočiti in vas muči, kaj ste za sina, za brata, za starše, za kaj ste, za vse mogoče skrbi. Vi se lepo usete, se začnite opazovati in negujte tega opazovalca. Ta opazovalc je vaša rešitev. Če pa hočete prej, ne, pa mislite naprej. Ne? Ko boste prišli do take stopnje bolezni, boste sigurno sprostili. Ker jo morate sprejeti, prej slej bo vsak od nas sprejel. In dobro je, če vsaj nekoliko napredujemo. Vsaj malo. Zato smo prišli na zemljo. To je izkustvo. Ne zato, da bomo prišli smo butlini, pa bomo odšli butlini. To je krasna stvar, ampak tako so. Ampak to, ne, vsaka generacija misli, ja, pa je bilo prej boljše, kot je zdaj. Če bi bilo to res, ne bi bilo nobenega napredka. Pa je napredek. Je napredek. Mi bi še vedno v jamah živeli, če ne bi bilo napredka. Ampak, vidite, sorazmerno lepo živimo, samo tukaj imamo pa, joj, kaj je grozno. Ni grozno. To imamo mi samo tukaj. Sproste se, trenirajte, bodite v trenutku, to vam polagam na srce. Še ti kaj povem. Tukaj ne bi predstavil še Joško, je tule na obali, je tudi terapeut, pa ima tudi zdaj svoje programe, pa boš na koncu za metodom še ti malo povedal, če boš. Zdaj, hvala. Sam povejte, kdaj končujete. Čim pozneje. Rešiteljica je kle. Lepo prosim, namreč, takole gremo kar po vrstnemu redu, že ste videli, Oleg, Franci, Jože, jaz. Še en Joško, potem ste pa videli. Ojoj. Ogromen problemov imate in ogromen vprašanj in zdaj imate šanso, da vprašate. Mislim, fajn je, da vrsten red, pa vozen red imamo. Če bomo danes, še ne pa jutra, končali, v redu, odvisno od vas. Zdaj, hvala lepa za besedo.
mi pa z Francijem sva že obljubila, da prideva v tale konc vas pogledati. Že net se dogovarjamo in danes je bil tista točka, dan, nič, ker smo divjali, ker dol dobesedno divjali iz Kranja do Ljubljane, pa od Ljubljane naprej, je bilo grozen, mislim, da sva 20 minut do Ljubljane vozila, izven Ljubljane ven v tisti gužvi in tako naprej. Skratka, prišli smo celi in mislim, da nas burja na odpihana nazaj kar tako. Zdaj pa takole, jaz bi morda, ker je to delavnica, ne da je delavnica, Ne bi bila. se pravi, lahko izbiram orodje in velikrat bom pobral še Francita za pomoč, kajti moram povedati, da midva sva se že prej spoznala, vendar vsi mi, tule okoli, smo dali ene hude zadeve skozi. In bom rekel, morda nas je ta težava zbližala, pa morda nas je odnesla majčkeno v duhovno smer, kajti pred 20, 22, 25 letem, ki je moja žena zbolela za rakom, sem bil jaz absolutno mlad inženir, poln volje in možga in kaj bo meni. En tam nekaj razlagal, da lahko malo šira čara naredi, pa da to dobro. Vendar dokaj časa nisem jaz se soočil s problemom. Da so na onkološkem rekli, mogoče 50. Takrat sem jaz začel razmišljati, kdo sem, kaj sem, kam grem, zakaj je to. A glih meni, pa 2 milijona še drugih. A glih naša mlada družina, ki je ta mala bila 3 leta stara. Glih meni. Pa še sem jaz faks naredil takole, pa saj znam vse, a se razumemo. Pa računalnike vladam, vse to. Vendar, ko se ti enkrat svet podre, iščeš rešitve. In sreča, če iščeš, jih vsak tudi najde. Ga ni tle noter, da jo ne najdu, če jo iščeš. Če si iskalec, koliko smo mi, najdeš. Najdeš knjigo, najdeš rešitev, najdeš doktorja, najdeš ne vem nekoga, ki ti pomaga. Vedno je tako v življenju. Vendar, ko prehajaš iz fizičnega v duhovni svet, takrat je hudo. Ker tam nič ne veš, kako se bo zgodilo. Kdaj sva se en stavek rekla, ne prošnjo, zahtevati jo postati v vesolju. Zahtevam, ker če je svobodna volja, tukaj je svobodna volja tudi v vesolju. In če ti vi zahtevali, vendar ne tako, a ne, kot temne na naši južni sosedi, a ne, da bomo to tako naredili. Ampak kako te zahtevali, ponižno zahtevali, potem se vam bo to izpolnilo. No, to je bilo to, ki je mehan, midva vana, kjer mu nivoju stvar. No, zdaj pa tako, ko se enkrat sesuje, se pravi dobra gradnja ali slaba gradnja, je treba zmeraj razrušiti, pa na dobrih temeljih nekaj zgraditi. In tako smo se začeli ukvarjati in z bioenergijo, pa z radiestezijo, pa z vsem, karkoli smo najdeli, da smo začeli reševati problem. In tako smo prišli tudi do joge, kajti, a se kdo z jogo ukvarja? No, vemo, da je joga most med fizičnim in duhovnim. In to vam bomo zdaj v kratkem tudi pokazali. In seveda, majhen še zgodovino, zato da boste vedeli, da boste vsaj vedeli, za kva tele mi sedemo, je tudi ta, da smo najdeli prostor. To vi še ta najde. In moram povedati, da letos imamo 22 let, glih v ponedeljek, ko smo imeli jogo, je Albina rekla, naša stara znanka, je rekla 22 let, že kaj noter rit odzigvamo. A ne? Moram povedati, da med tem časom, ali v tistih časih, je bilo zelo težko ločiti jogo med religijo. In da smo imeli dobrega ravnatelja, da nam je udobril prostor, kajti gimnazija stoji koliko 200 metrov pred občino. Ali tam se pa čudne stvari dogajajo.
A ne? In da nam je pustil v tem prostoru pa še zaston, da smo lahko rit dvigali. No in seveda, ko je pa naslednik prišel, je bilo pa to brez težav. In seveda rezultat se je pokazal tudi na njegov gimnaziji, jaz pravim na njegov gimnaziji. Ne, da ima odlične ideje, ampak vam bo tudi zdaj v 2-3 stavkah povedal, kako rešujemo učence, kako jih učimo, ne duhovnosti, ampak določenih veščin, koliko bomo zdaj jih pokazali, da so pripravljeni za naprej. Dej, Franci, še malo povej o temu, prosim. Ja, seveda, če sravnate, če smo magister, boš pa ja povedal. Ja, zdaj bi pa morda najbrž to mislil, sicer nisem še čisto vidovit, ampak učenje za učenje. V prvem letniku, mi smo na začetku tako poskušali, najprej dobiš zelo dobre učence z osnovnih šol. Večina se jim ni treba učiti, potem smo pa rekli, vidimo, kje so problemi, ne? Tam mulci se nič ne učijo, pa se niti ne znajo. Pa smo začeli ene preproste tehnike na začetku prvega letnika razlagati, so se jim smejali. Kot je dihanje, pa kaj taka. Pa izredno dobro, recimo, kaj vem, odplavaš v razred, a ne, pa na lepem misliš, aha, se jaz sem pa dala dola za Savo, pa če bi zdaj vdihnil, a ne, pa izdihnil, a tako gre to sapano, a tle sem, zdaj sem pa spet, tela dolgočasnoš me bo daj naprej zabaval. In tako, potem so pa to naredili na končovskega leta in zelo konkretne zadeve, ne, imamo en matematik, to sem jaz, potem družboslovc, vsak pove svojega vidika, kako se treba njegov predmet učiti. Vidimo pa poj še skupaj te sprostitvene tehnike, učenje za učenje. Zdaj, dijaki, ne, to je tudi naša odgovornost in vaši otroci, recimo, tukaj ne gre nikoli za prijateljski odnos. Jaz sem to nekaj časa rabil kot mlad profesor, da sem se naučil. Da gre za odnos, ki je strogo hierarhičen in je zaradi tega tudi izredno, bi rekel, odgovoren. Ne? Če vi kot starši dovolite otroku, da vam postane prijatelj, potem se pa čute, da je nekaj narobe, se morate zavedati, da v otrocih iščemo prijatelje samo zaradi svoje sebičnosti, pa zaradi tega, ker seveda mladost je nekaj nevrežga. Dejansko smo mi tisti, ki postavljamo meje in če na ta način stopimo, da se otroci počutijo varni, tudi če mene ti prvički prvič vidijo, v ta telovadnica, v kateri delamo že toliko let, ima svojo namero. Namero, da se znotraj meditacija hitro naredi. V 20 minutah zaplavajo in se naučijo, recimo, na kakšen način se tudi da sprostiti. Nažalost se bo marsikomu kasneje še naredil, da bo tudi stravo videl, da so podobni učinki. Ampak tisti so precej bolj škodljivi, kot pa taki, na ta način se sproščati. Pa dihanje, vse to, ne? Koncentracija, vizualizacija. Vse te tehnike, ki veliko pripomorejo k učenju, jih potem tudi naši dijaki v prvem letniku spoznajo. Pa ni zato nobenih problemov strani staršev ali ustanov. Pri meni so tudi predavanja z versko vsebino že skozi, ker večino omejitev tudi v prejšnjem sistemu. Večino omejitev so si postavljali ljudje sami. Pa postavlja se jih s fanatizmom. Zato je pa kakšna težava, ki nas doleti, rečemo, kako je moglo mene to doleti, to, kar je na to rekel, ne? Ja, če si pa toliko trmast, če se nočeš drugače zbudite, pa eden res uvoren kopne. Pa se pa, in je priložnost. In tudi otrokom doskrat to, kad pride s težavam, pač seveda, saj smo imeli vse v mladosti težave. Če ga vsaj na to naštimaš, da rečeš, se to je priložnost, zdaj poskus to premagati, boš videl, da ti lahko uspe. Če na tak način začne, bo tisto težavo premagal, pa vseh naenkrat ne moremo. A ne lahko po vrst, postopoma. Čist kratek, 2 stavka. Boste malo na vrst tudi. Namreč, fajn je, da imamo kakšen intermezzo vmes, pa da imamo neko potrditev. Predvsem pa to, da ga vidite enega vodilnega, bomo rekel, na šoli, da je sprejel duhovnost ne samo za sebe, ampak tudi za vse ostale, ki so na šoli. In mislim, da zato je, ne vem, kakšen procent uspeha, ampak zelo prematur, to vidite. In v končni fazi, če odprete televizijo, te pa tudi njegov koncert videli. Vse imamo vse malo novoletne koncerte, spomladanske koncerte in lanski let je prišel celo v Cankarjev dom. Tudi sponzorji niso mogli verjeti, da je napolnil Gabrsovo dvorano. To je kar 1500, kaj takega ljudi. Ampak ne zato, da bi ga hvalil. Daleč od tega.
hočem vam to povedati, da se tako kot pijančki ali pa narkomani določena družba kar najde. Je ista vibracija, a ne? Če pijančka spustiš tam neko Italijo, kankor v mest, ki ni videl, bo kuj najdu gostilno, jaz mi že trikrat čumemo nav. A ne? In preprosta zadeva je, zato smo tudi tukaj. Torej, nekaj nas veže. Ena stvar je namira, druga stvar pa je parambližen enaka vibracija. Čeprav ima vsak človek svojo vibracijo, ampak nas neka frekvenca povezuje. Pa ne zato, da vas dela spet nekam visoko gor proti vašemu sosedu tišim, delač od tega. Ampak tako je. Ko boste majhen naprej razgrabljali, boste videli, zakaj do tega pride. In vsi, zdaj, ko ste bili, ko vas je Franci pripeljal v rahlo meditacijo ali tako luštno, lepo meditacijo, sem videl vas in čutil sem vas, a ne, da je treba, da Joža pove, koliko je treba. Kajti tist, če je šlo še mem, se je zdela pa me Dunaj prijel. In delajte v trenutku biti. A ne, to je tist, ki smo vsi. Kajti, če je ta trenutek lep, je se pri meni duš tudi naslednji trenutek, ker se ne more tako hitro spremeniti. Pa možgani so itak že tako programiran, da ta slab pozabijo, ker ga se nam zmešali. Problem je pa zdaj edin to v meditaciji, ker ste videli, da levo in desno možgansko polovico začnemo združevati. In takrat, ko smo v točki, ko Jože prav, takrat imamo prehod med levo in desno možgansko polovico. Takrat se lahko naučimo, takrat se lahko zapolnimo, takrat lahko izrazimo željo oziroma zahtevo. Ker je pa svobodna volja in v kozmosu in tukaj, je ta zahteva za pri duši izpolnjena. Problem je samo še tam ena gospa rekla čas. Ja. A ne? Problem pri vseh vidcah je čas, ker ne more določiti, ko vid zadevo naprej ali pa za nazaj ne more določiti, da je bilo to leta 1225, 7. januarja ob 7. zjutraj. Torej more neke druge orientacijske znake dobiti, da je to parambližen tako in tako naprej. In tisti, ki to vid, pač vid, ne vid pa koledarja, da vidu na kjer stran to piše, ali na kjer mesto. Dobro, povem samo še zdaj, da se mi ukvarjamo z jogo, da smo veseli, da smo lahko v gimnaziji Kranj, veseli, da imamo skupino in veseli smo, da v tej skupini smo vsi učitelji in vsi učenci. Samo to nas že 22 let združuje. Mnogo je bilo tistih, ki so rekli, ja, kam pa vi hodite? Ja, mi pa na plesne vaje. Je fino, pa se tam zdijo, čan, vedo. Kam pa vi? Ja, mi pa na jogo. Na jogo, fino. Super, kaj pa je to v 6 prišel? Ja, pa prita, ne, zato ker je zaston. Vendar, seveda, je pa tudi nekaj, a ne? Tisti, ki je zaston, ni dober, a ne, mora biti najk. Zato, da je to, a ne, da se ve. Kaj ti denar je energija. A ne, to pa vsi vemo. Amerikanci pa sploh. In seveda, tako smo mi prerasli kar v eno zelo luštno skupino, kjer imamo vedno tudi zaključne izlete, gremo po zelo prijetnih točkah, ki si jih pač spomnimo, nesemo dohod kot trefalt malco sabo, zato da to narabimo in imamo zelo veliko družabnih aktivnosti. Torej, nismo tisti, ne pa spet ne smem Joža reči, ne vegetarijanci, ker kukar Joža to sliša, ne, da jaz kaj nekaj drugega rečem, on spremeni barvo, gre iz točke ven, se začne rukati in je vse to narobe, a ne, Oleg se začne križati kot ateist, a ne, Franci se začne smejati, a ne, jaz pa pravim, ni ga, ampak nam naprej si povedal, ker da bo Joža zdela spet in mu težave. Noč ne bo moj Joža. Gotovo me nam on kol več pusto govoriti.
A ne, to je to. Tako da je človeško šel. No, no, ampak, Jaz ne upam. poglejte, smeh je zdravilo. Smeh je zdravilo. Poglejte Jankovića, kako se nasmejan drži. A ne, in drugega sogovornika vrže iz tira, če ga preveč časa gleda. Zato se smejte. In ena zadeva, ko bomo šli skozi tale hiter naš program, boste videli, da imamo mnogo smeha. In seveda, ker smo se naučili v jogi in še kaj več, in smo jogo tudi malo razdelili, pa po koščkah, zato da vsak nekaj dobi. Da tudi un, ki je, da ne smem spet reči, koliko let star, a ne, lahko dela jogo. In zato smo, jaz se trudil že 10 let, ker sem v šolstvu in več, da to jogo peljemo tudi v šole. In moj razred tam na gor, sicer imam enega čudnega ravnatelja, ki nič ne ve o temu in hvala Bogu, da nič ne ve, koga delamo, ker drugače bo bilo spet kakšen hude pokore. A ne? Smo se veliko ukvarjali z sedenjem, z delom ob računalniku. Kajti vaš otroc, moj otroc, v službi, v šoli so za računalnikom, pa še doma 5 ur ali pa 6 ur. In kaj je zdaj? Posledica tega smo jih začeli videti. Računalnik je sorazmerna, ne draga igrica, ampak malo časa ta igrica traja. Torej 20 let, še 20-25 let imamo te računalnike, pa že vidimo, koliko invalidov smo naredili. Amerikanci to poznajo, priznajo in so tudi bolezen, kot se zdaj videli, ne vem, na televiziji v dan, 2 dni nazaj, sindrom zapestnega kanala, a ne, kaj to pomeni, a ne, vsi tisti, ki tipkamo, ki delamo enake gibe, ki smo nekoč delali za tekočim trakam, a ne, pa ženske niso hotele iti na drug delovni mest, zato ker je lahko takole delala, pa klepetala zraven, a ne, vmes je pa invalid rtvala, pa ne bi vedela, ampak pojk je tak hrbtenica odpovedala, je bilo pa to. No, in seveda, moji dijaki zjutraj pridejo zaspan, ker se vozijo z vseh koncev, jim kuj pokažem eno vajo in to vajo boste tudi vi naredili. Jaz jim rečem, vaja za zavezanje čevljev. In lepo prosim, ker smo vsi na stole, pa se priklonimo dol skozi, ampak z izdihom, pa dajmo tisto, ven, pa rečemo, tako. Tudi tamle se gre prikloniti. Ja. Pa nazaj gor, vdih, pa smo zadihali. A ne? Torej, preprosta vaja je. Zakaj ta vaja pomeni dobra? Zakaj ta vaja dobra? 45 minut sem jim veden, ne bo zaspal. Pa tudi na avtomat na kofena všel ven. A ne? Zakaj? Zato, ker je dobil kri v glavo. Mi ne moramo zdaj stati v šoli na stolu, pa stojo gor delati, a ne, mislim, to se vsi zmešali, a ne. Ampak pogruntali smo, ne pogruntali, drug so pogruntali, posebej Amerikanci imajo zdaj razdeljen, so te videli, na različne tehnike jog, a ne, imamo poj office jogo, pa imamo poj, ne vem, stretch jogo, pa ne vem kakšno jogo še, pa jogo kar tako, ampak preprosta zadeva je, karkoli morate delati, ker ste v službi, razgibajte za Božjo voljo hrbtenico. In Joža kot zdravilc vam bo povedal, kje je največ bolezni. Klele, pa klele, tam, kar se mi gibljamo. In če vas jaz zdaj vprašam, koga je že bolela hrbtenica, bo vsak ta drug pa enega vmes. A ne, ne bi dal roki gor. Ampak to je to. In zato bomo zdaj par vaj, smešnih, veselih, tudi naredili. Vsede, ker imate pač stole, boste videli, da se da narediti ogromen stvari. Posebej tamle gospe, ki zna na blazin, marsikaj narediti, bo zdaj tudi to zadevo znala narediti na stolu. In sicer, poglejte, naredili bomo ene tako luštno vajo v sede.
Usedimo se, pa majhne noge razgibajmo takole. Lahko kakšnega ne prav vrcnete, pa boste videli, kako to izgleda. Pa lepo laupa. To še treba. Ampak, če se glede primete, če imate stol, ki imate fajn stol gor, se še takole gor primete, se gor spravite, boste videli. Zdaj pa, če še mečkam probamo rit gor odzigant, je pa to že kar malo težji. Rahlo. Aha, nagre. Zakaj nagre? Te mišice nikoli niso bile obremenjene. In zato jih nimate. Ja, stoli niso ta pravi. Ja, pa Jože je vsak izgovor dober, samo da je točka. No, ampak, glejte, to te lahko naredili. Otroci to rad naredijo. Še malo se hvalijo, ampak to je že ena vaja, ki je zdaj taka luštna. Seveda imamo pa drugo vajo, ki bomo pa majhen dihali. Poglejte, kako se da lepo dihati v službi, da vas beden nič navid. Pa niste pozoren, pa čist enostaven, gremo, roke so dol, pa gremo za vdihan gor. Kako pa mi lahko dahnemo? Torej, idemo še tako dahniti, da jo šle še ramena gor. Kaj do ušes, pa z izdihom dol. Pa lahko je to skozi usta. Sej usta imamo zato, da dihamo, nos pa zato, da jemo, Sej to tako. Torej, zdaj nam ni nič važen, kako lahko gre skozi usta, če ste to navajeni. Če te pa boj še to rekel, da grejo vse skrbi pa šef v maroro takole, za izdihom, boste videli, da je to mnogo ložje. Otroci že vejo, zakaj to naredijo in to, ki jih vidim, da tako, takrat vem, da jaz sem nekaj zabluzil, da nekaj ni dobro. Torej, to je že spet ena taka fletna vaja, ki jo lahko naredite. Pa dajmo to malo še ene dvakrat gor vdihati. Nevska morskega zraka malo ga še pustite noter, ker delate dihati tako, kot nikoli niste, Seveda lepo prosim, kar to ne delajte takole, ne pol ure, ker pojgujo vas lahko zeleno avtom pelan, ne vem kam, pa lahko k nam gor, ker imamo fajn župana tam gor, ker vas bo dal v red. Torej, to je že ena taka fletna vaja. Druga vaja pa je, dajmo majhen kotaliti glavo. Sicer imamo to dol, gor, to znamo delati, tole ne smemo delati v službi, ker potem pri šefu prikimamo, da ima absoluten prav. Tole ne smemo niti takole delati, ker to spet šef ni zadovoljen. Ampak, če jo mi kotalimo gor, dol, pa gledamo izložbe, pa imamo muhe gor, če se stilka dobro naredila, pa če še to znamo dihati, prosim. Vaja, joge vaje so dihanje. Vsi vas tele učimo dihati. In kar gre gor pri jogi, je vdih, kar gre dol, je izdih. In kamorkoli gre, kolikokrat gre v levo, gre tudi v desno. A prav? No, probajte majhati tole. Kotali, gospa, glava se kotali, ne kroži, ampak rečemo, da kotali, in super pa malo na drugo stran. No, zdaj pa takole. Zdaj se pa primemo za vrat. Kolikrat ste se pa prijeli za vrat? Poglejte malo retence, malo se zmasirajte. A vam kakšen ven štrli? Štrlijo, Disk ni uštivan tako, kot je, atlas ni uštivan tako, kot je. Je majhen po stran. Prosim, da se malo zmasirate. Kdaj ste se pa masirali? Kdaj? To je dober dokaz, da to deluje. A je to? Superca. No, ko smo pa tole naredili, je pa že kar fino, da smo tole vrat že kar malo bolj razgibali. Sicer ne delajte to preveč pred spanom, ker bo mož lahko gotovo, da je bilo to kakšni pleki klegor, in bo to malo čudna zadeva. V službi pa lahko to mirne duše naredite. Seveda se lahko tudi primete za glavo, klele, pa jo probate dol dati,
a ne, pa se še malo naslonite, tako da razmišljate, a ne, da ste mislici, a ne, in malo glavo dol, pa pritisnete v glavo, a ne, glavo kar pritisk na roko, pa boste videli, kjer mišice spet delujejo, pa na drugo stran. A ne, ker šef pride pa na drugo stran, daš glavo, pa ti da podnodil. No, klede smo že malo takih fletnih vaj naredili, seveda pa joga je zabavna zadeva in mi jo zmeram tudi delamo v dvojicah ali v paru. Pa bi vas zdela eno demonstratorko. Rado mi eno. No, moja demonstracija, ime? Nada. V redu. Če se z Nado zdajla mi pridmemo tako, kot se vam midva prijela, ker pa zdite glih fajn, dva pa dva, ne glede, da sta tam dva možakarja, a ne, tam dve ženske, je to problem, ker ste se napačen usedeli. A ne, ker ste vedeli. Poglejte, če imate možnost s kakšno kolegico ali doma s partnerjem, pridite me za roke, takole se primeva. In greva nazaj. Z izdihom greva nazaj. Kor nazaj. Še vas držim, še nazaj. Še. No, tako ne probajte to narediti. Dobro, pa nazaj z izdihom gor. Zakaj vam to povem? Hrbtenico bomo dali v tak položaj, ki jo imamo zelo malkrat. Dajte. Žal imate soseda klele in morate to narediti. Malo kesa mora biti. Nazaj. Lepo prosim, ne spustite jo, ker potem bomo imeli prvo pomoč. Super čas. A lahko ostanete v tem položaju, rabim mojo. Poglejte, vem, da je to smešen, da je to fleten, ampak delajte, zato smo tle, da z veseljem pa smešne stvari vrnemo. Ko se bomo smejali, boste videli, da Joškotu ne bo treba čakre rihtati. Se bojo sami uredili, tako je treba. Ustanemo z našim partnerjem, kot smo, prvo sva se nazaj naredila, no, zdaj se pa midva še zahvalva, pa se zdiho preklonva. Lepo prosim, pri tej vaji bodite pozoren, koliko ga lahko človeka dol potisnete, da mu navte kaj zlomil, ne, za roke, ne za, lahko tudi tako, no, takrat se pa videl za roke, lahko tudi takole, ni noben problem, a ne za kaj ni za Pa izdihe delaš, ne moreš. A je dobra? Namreč zakaj? Prej smo, dobro je, šete se. No, nekateri bi še. Zakaj sem te dve vaje povedal? Prva vaja je smo hrbtenico nazaj pognili, druga vaja in kontra smo jo dali naprej. Vedno je pri jogi tako, a je tako? Aha, v redu, okej. In seveda, to so spet dve take lučne vaje, a ne? Zdaj pa druga stvar, ko smo mi dihali, ko je Franci govoril, kako sapa poje pri vdihu, in če ste jo dobro poslušali, prav so in pri izdihu ha. A ne? Mi pa to lahko tudi sami zapojemo. Sami zavibriramo te zadeve. In sicer bomo tako, da bomo zdajla prvo še majhen hrbtenico, zavibrirati, tako da bo ta prava. In sicer, poglejte, zdajla imate sicer roke takole, lahko jih to takole naredite, pa jih delate, zato znamo en po drugo to okrdo, jaz prikus, ampak preprosta zadeva je, bom dal drugo vajo, ki je majhen teži eno nogo, pa bomo tako rekli, teža na levi nogi, kar gremo, ostati.
desna je prekrižana. Z levo, za desno roko primemo se za našo nogo, smo po koncu in zarotiramo v levo. Dajmo zarotirati hrbtenico, roka je lahko dol, hrbtenica v levo. Kar gremo in ni treba roko, ampak eno imamo tle zato, da imamo stabilnost, zato, da težje to naredimo. In gremo v to stran. V redu, pa nazaj. Pa noge premaknemo, drugo pa gremo v to stran. In če ste dobro naredili, lepo prosim, mislim, da imate kolke še vsi noter, ne preveč. Zdela so to vaje za spoden del hrbtenice. Tam, ker je največ napak. Naredili smo vaje za zgornjo zadevo in naredili smo vaje za spodnjo zadevo. Lahko, ko dihamo, ko smo že enkrat tlele, lahko tudi krožimo z ramenom, naprej, nazaj. Seveda, ko je vdih, ne tako hitro nadihava, tako kar krožimo, torej delamo to počas. Ker drugače naš šef vidi, če hitro delamo. Potem naloži še več dela. Tako? No, v redu, super. Smo to naredili. No, zdaj imamo pa bolj veselo zadevo, pa se usedemo nazaj. Pa dol gremo z izdihom, takrat šefa ni, pa rečemo z izdihom ha, h, ha. Gremo dol, rečemo ha, kar zatulite, vse tele plačam, še enkrat. Ha, super, dober ste, še. Dobar je. No, zdaj smo pa že to kar pleten naredili, zdaj imamo pa še eno tako pletno vajo, ker mi tudi obvladamo jogo smeha in zato, ker se rad smejete, ker gor Primorci, imate liter vina s sabo, imate? Potem se bomo smejali, zdaj? In sicer, zdaj pa lahko ustanete, zato da bo to zanimivo. Zdaj pa prosim, jaz bom pokazal. Gremo vedno v levo in sicer rečemo, vibrirali bomo 5 samoglasnikov. A, E, O, U. I, O, U. V redu. In sicer rečemo, takole bomo ploskali in bomo rekli, počakajte, da ne jaz pokazal. Ha, 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 na drugo stran, ho, ho, ho. Potem bomo rekli, hi, hi, hi. Ho, ho, ho. In tako naprej. Bomo zdaj šlo. A, E, I, O, U. Če se zmotite, je fino, da se zmotite. Ker morate se zraven še lahko smejati. To mora biti prijetno, in že ne še primerati. Ker zelo fajn je, ko te videli, ker bomo malo takole prišli, sem pa kje. No, lahko pa še gulno vajo naredimo za zakroženje, vse lahko tudi se ne spomnila, tudi lahko kje krožimo, pa na kje pomislimo, pa na drugo stran tudi. Ker zakrožite zdaj, gospa bi dala idejo spet, vse to je nova vaja, ampak jaz moram končati čez 2 minute. In gremo, pa probajmo ta prvi s ha, ha, ha. Gremo. Ha, 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 Možda še pol minute. Ne, že presite pas. No, na vas je ta zadeva, da jih umirite. In pa pojem moramo še pustiti veliko vprašanj. Zdaj smo vam v smejkan spravili v drugačno voljo, ker pri Jožku tu morate biti strogo resni, parolje, ko imate kakšno besedo, da se še malo posmejate. No, to je ta Jožko, ko je na obali, ko je zdravilc in bo verjetno tudi malo vam bo povedal, malo bo predstavil. Dober večer, lep pozdrav. Vidim, da kar
vas je že 3/4 tukaj, ko me že vsi poznajo. To se nekaj posebnega ne rabim predstavljati. Tisti, ko me še ne spoznate, pa boste me lahko spoznali, in sicer naslednji teden začnemo po eni odločitvi tudi vizualiz terapije. To je čisto nova informacija, ki še nihče ne ve. In sicer nasproti kulturnega doma v Izola center dr. Riba. Poznate to? To je kaj gostilna? Pri gostilni Royal, malo naprej. Pri Royalu, v isti stavbi, samo 5 metrov stran. Tako da tisti, ko ne boste imeli prilike. Ne? Jutri bojo tudi na pošto dani letaki za celo Izolo, tako da boste dobili po pošti domov reklamo. Dobro. Ima kdo kakšno vprašanje? To je na konc. Malo povej, kaj je ta to je malo povej, kaj je to, kar boš predstavil. Jaz ne bi tukaj vas molil, jaz volim. Gospa bi rada vedela, kaj se bo tam delalo. Katera gospa? Ena gospa tle. Tudi mi. Kaj se bo tam delalo? Ja. Glede, čist preproste stvari, ne? Moj način dela je nekaj podobnega, kot dela Joško, oziroma identično, enako, gledati v točko. Ne. Skratka, gledajte, moj način zdravljenja oziroma pomoči je, da dejansko ozaveščamo ljudi, da spoznate v bistvu, kje je glavni vzrok vaših težav. Seveda se pravi ozaveščanje v samem konceptu, ker seveda ogromno ljudi narobe razume z bioterapijo, zdravljenjem, zdraviteljem, saj vsak pričakuje, da ste dejansko smo mi tisti ljudje, ki bomo zdravili vaše probleme. Seveda to je daleč od tistega. Mi lahko vam samo pomagamo ozaveščati, se pravi, kje vam pomagamo najti vzroke vaših težav. Na podlagi tega, ko vam iščem in pomagamo skupnimi močmi poiskati te vaše zdravstvene težave, lahko tudi potem dejansko odpravite dolgoročno posledice, za katere ste si nabrali. Nabrali seveda si niste to skozi noč, skozi dan, skozi vašo celo življenje, skozi vaše razmišljanje, skozi vaše govorjenje, skozi vaše delo. Tako kot ste že sigurno danes tukaj slišali, ki ste se pogovarjali, je glavno orožje imamo prav vsi pri sebi, če želite sebi pomagati. Vam nihče drug ne more pomagati, razen vi sami sebi. Seveda smo pa mi tukaj določeni ljudje, ki se pač s temi stvarmi ukvarjamo, ki vam bomo samo pomagali. In na sami terapiji, ki prihajate k meni ljudje, kateri so prihajali in še prihajajo, kot imate izkušnje, dobite pa to, kar v fizičnem življenju vam primanjkuje. Skratka, dobivate moč. Dobite moč, da lahko splošno začnete razmišljati v obratni smeri, kot ste razmišljali do danes. In en zelo preprosti recept, kako lahko pa spremenite svoje življenje. Kako lahko spremenite svoje zdravje. Danes in če do danes, do tega trenutka, niste srečni, niste zdravi, niste veseli, da imate premalo denarja, skratka ste nezadovoljni na bilo kakšnem področju svojega življenja, je čist preprosta metoda, kako to spremeniti. Na kakšen način? Poglejte, vidite vsi tole flaše. Mi vsi smo navajeni, da flaša tako stoji. Ampak seveda, ker je flaša tako narejena, tako kot smo tudi mi tako živeli, razmišljali, ampak zato, ker je flaša tako obrjena, nisem srečen, nisem zdrav, nimam denarja, nimam dobrih partnerskih odnosov in tako dalje. Kako pa lahko to spremenim? Zelo preprosto, da samo obrnem vse skupaj na glavo. In to, kar ste do danes delali, pa niste bili zadovoljni. Na tistem področju, ko ste počeli nekaj, pa niste bili zadovoljni, morate v trenutku obrniti vse na glavo. Vse je tako enostavno. In vse to, kar se dogaja v življenju, je zelo enostavno, ampak nas so tako sprogramirali, tako naučili. In tukaj ne gre za obsojanje, tukaj je za golo dejstvo, da so nas tako naučili, mi to dalje delamo. Ampak mi imamo danes izredno veliko srečo, da živimo prav v tem času, v tem trenutku, ko se dejansko sam sistem energije menjava na celem vesolju, ne samo tukaj. Se pravi, v času energij, ki energije so izredno hitre, izredno močne
In čas, v katerem živimo, dejansko se nam v trenutku vse materializira v neverjetno kratkem času. In zato je zelo pomembno, glavno orožje imamo v glavah, v svojih mislih. Zato pazite od danes dalje ali od tega trenutka zdaj, kaj razmišljate. Samo ko boste pomislili neko stvar, se bo v trenutku materializirala. Kaj šele, ko začnete o teh stvarih govoriti, se ta vaše misli milijonkrat hitreje materializirajo, ker zato imamo govor, da dejansko še pospešimo zadevo, da ne še omenim, kaj se pa dogaja, ko še začnemo to delati, se pravi počneti v praksi. Zato edina stvar, ki nam ostane, če želimo spremeniti kvaliteto življenja, moramo v prvi vrsti spremeniti svoje misli, sebe. Seveda, dosti krat je pa tukaj zelo pomembno, ko rečejo ljudje, jaz vem, da delam narobe, ampak kako pa naj to spremenim. Zato pa tudi prihajate potem na terapije, da dobite moč. Dobite moč, dobite znanje. In med samim 4-urnih terapijah, ki jih izvajam po Obali in zdaj po celi Sloveniji, tako rekoč, dejansko ogromno, prav se ogromno govori, vam daja moč. Pravi, skozi besede, ki jih slišite, ko jih razlagam, je tudi izredna močna energija, tako kot pri Joškotu, ko razlagate in pri Gospodu, ko ste sami občutili, je zelo pomembno, da za besedami, ni to pomembna beseda, koliko je to, kar je za besedo. Za besedo je energija. Energija je pa danes vse. In hvala Bogu, da smo v času, ko se danes že lahko to govori na glas. Jaz to že razlagam polnih 19 let. 19 let je, odkar se ukvarjam s temi stvarmi. Globoko vdihnite skozi nos. In počasi skozi odprta usta izdih. Noge probajte dati na tla, nekaj križane roke, odprite gor. Tudi doma, da se lahko sprostite, da preženete stres, da dobite moč. Zelo preprosto. Globoko vdihnete skozi nos in skozi odprta usta, zelo pomembno skozi odprta usta izdih. Takrat odpuščate vse stare stvari, ki niso več pomembne. Samo vdihnite še 2-krat, globoko vdihnite skozi nos. Počasi skozi odprta usta izdih. Kakšni so občutki? Kako je? Ste se sprostili? Ste umirjeni? Čist preproste stvari delujejo. In vse stvari, ki so najbolj preproste, so najbolj učinkovite. Želi kdo kaj vprašati? Potem se vam zahvalim. Bog z vami. Hvala, Joško. Ja. A mene gledaš? Ja. Namreč ena zadeva je, vsi smo se prilagodili vam in danes imate šanse 5 ljudi tlele sprašovati. Vse, dajte saj tist vprašati, ki ne upate, ne gre, ne veste. Zdaj imate šanse. Tudi pripravljen ste, energetsko ste dela pripravljen to, da lahko vprašate. Upamo, da bomo vsa petorica vam znali odgovoriti. Imate pa zdaj res šanso. Jaz to vprašam. Izvolite. Koga, kar pravi vprašanje? Jaz ne moram vizualizirati. Bom A jaz. moraš to prav videti ali si samo v mislih? Glejte, gospa, jaz vam bom povedal en recept. Prvič je recept ta, brez treninga ne gre.
ena stvar bi vam prosil, imate doma svečo? Ja. Imate. Ne uno, kad diši, to pa v trgovini. Ja. Ampak, če v trgovini vse gledate, vas bojo spet pa uvršil, a ne? Prškite, prosim, v miru, a ne? Imejte svoj prostor, prvo si uredite svoj prostor, tam, da vas ne bojo motili. A ne, telefon, radio, pa da vas nalo gledali. Uredite prostor, tako je treba, za vas. A ne, mogoče še kakšno sliko, pa je stvar rešena. In dajte si en meter pa pol, ker vam paše svečo. Pa probajte to delati v tem. In seveda je treba svečo bult, tako kot mi pravimo bult. Torej, ne fokusirano gledati. Če je sveča klele, je naš fokus tamle dol nek na morju. Aj prav? Potem pa skušajte zapreti oči. Ali ta sveča na črnemu ekranu gori. Je lahko sam pikca, lahko ni nič. Spet pogledate, bulte, zaprete in če se pokaže, je perfektna stvar. Če se ne, ponovi vajo, toliko časa, da se pokaže zadeva. Da pa bi bilo to še bolj učinkovit, imate pa klele eno fino skalco, tamle dol, za cerkvijo tam od spodaj dol imate eno fino skalco, a ne? Ker je točka zelo močna, ker se stika morje z zemljo, ker je Marko Pogačnik o temu že veliko napisal. Pejte kje, zdaj benga turista ni. Zato, da boste dobili velike, močno energijo. Pa si tam namest sveče, predstavljajte tisti križ gor na vrh, ker ga gor gledate. Gor je bil križ. Ne vem, kako se to reče. Vemo, kje to je. Pa buljte tam. Pa zaprite oči. In če te videli, je to zelo dober znak. Ker potem bo to šlo. Ko te enkrat imeli svečo v lučko, potem jo lahko mentalno povečate, vržete levo, desno, kakorkoli hočete. In še več. Potem boste šli gledati v sten. Potem je vaš fokus v stenu. Vemo sten, tisti, ki gori. In potem boste tudi vso auro videli okoli. In seveda potem boste šli pogledati vašo sosedo, kakšno auro ima. Druga zadeva pa je, še en trening je za auro, zdaj imamo pač luč, a ne, dajte vi malo stati. Zamišljite, takole, pa bodite filčen, pa govorite, kaj se dogaja na vaši roki. Se kaj dogaja? Ne, ok, hvala. Poskušam spev. Tudi druga možnost, ko kažemo pri vizualizacijah, vi se lik naredite recimo, naj bo čista barva, rumena, rdeča, trikotnik, kvadrat, ne preveč velik, pa ga gledate. Tisto, kar ste te finte že velika tudi videla sliko poj na sten, se pokaže kontra. Ampak isto je, če zaprete oči. Recimo vi buljte rdeč kvadrat in ko boste zaprli oči, boste videli komplementarno barvo, ne tisto, a ne. In takrat boste videli, kako se vidi barva. Dejansko se vidi, a ne. Potem seveda s časova se pa naučiš, da pri zaprtih in odprtih očeh vidiš isto barvo. Ampak najprej, da dobite občutek, ker vem, kaj je to takrat, ko jaz barve vizualiziram, a ne, a zdaj se jaz to predstavljam, a jih moram jaz videti. Najprej moraš to doživeti, sproščanje podobno, a sem jaz res sproščen. A veste, kako to vidite? V bano, ko se kopljate, recimo imate toplo vodo natankano, lepo odmešite, pa not ustanite v ban. Ustanite, ležite, da vam voda odteka in boste videli, kakšno težo telo naredi na bano. To je sproščenost. Takrat ste popolnoma sproščeni. Dobite enkrat občutek, je konc. Bolj težko je to, ko misel zaustavil, ne. Takrat, kdaj prvi človek, a sem res zaustavil misel, ampak ko se vam bo prvič posrečil, boste vedeli. Potem boste pa tisto podaljšvali. Če še niste sigurni, pa vam še ni uspel. A ne, tam je pa že težje, ker vam ne more, jaz ne vem,
Saj ima, tudi imate gotovo vidva več tehnik ali to. Jaz nisem še vedel, kako bi človek lahko sam sebe prepričal, ampak da je pa sproščen, vam pa povem, da deluje. Oba nas solešte in če imate pri meditaciji tak občutek, ki ga imate oban, ko ste se recimo eno uro namakali v toplem, pa pustili vodo ven, to je to. In ko te zaprli oči, pa gledali rdeč kvadrat, pa te videla drugo barvo, te videla, da se zaprli oči vidi. Tudi jaz prej. Recimo se tukaj sedu, pa se tako lašu, ne gre za to, da bi kogarkoli kaj preveril, gre pa približno za to, da približno ocenim, kje so energijske točke, kamor bom potem, če bom delal meditacijo, posebej nekaj šibov, da bomo zadeve lahko bolj umirili. Za skupino takrat skrbiš. Sam sred sem si omreno dobil, tako sem tudi Tauro videl poj in sem se naučil, prej se pa nisem mogel. Sem si omreno dobil vse, da se umil operirati. To je pa zdaj spet vidim, ampak to je tisto, kako je lahko rekel, vsaka težava tudi dobra priložnost pa učenja. Prej sem velikrat premešal, jaz sem kazal učence, sem rekel, kva vidite, pa sem govorila. Jaz sem vedel, kam usmerjam žarke, nisem jih pa videl. No zdaj pa enostavno, ne. Poj takrat vsi umren, nisem dobro videl ljudi, skoraj nič videl sem pa meglice. Zdaj pa vidim tudi, ko imam spet dobre oči. Zdaj enostavno. Ja. Tako so te noči, pa še pa vam bom nekaj pokazal, direktno. Učitelj vas lahko tudi nauči. Vedno. No, sam še da dodam te zadeve, problem je desna hemisfera. In mi imamo vse tako, kot je kolega rekel, v lev stran. Mislim, da sem nas naučil to delati, tam. In zdaj, v tem trenutku, v tem času, nam dajo maksimalne informacije nepotrebne. Samo zato, da mi nimamo časa jeti v desno stran. Ko te šlinkrat lahko desno in te vaje so za desno stran, zato da te dober čutenje, zato da te Joško ta razumel, kaj prav čutite, zato da te mene razumeli, lahko kaj rečem, a sapa poje ali ne poje. Ker če mu tam doma v te govori, da sapa poje, kad dihate, pa sem pa kaj rekel, to je to. Polkanje je še takih tehnik, vsak od tele sedečih ima svojo tehniko, pa skozi svoje težave. Franci je povedal, moš dobiti sivo mreno, če hočeš videti Tauro. In to se zapolnite, se pa vam operirajo. Ampak Tauro ostane, se plaša dobiti sivo mreno. Sem varianta, lahko zberete lažje poti vedno, sami zbiramo poti. Ne, to je praktično prepričevanje. Dokler imate kuj tele bolnice zelo blizu, karat na dejo. Zdaj bo skozi manj. Jaz bi rekel, da mogoče bo še kakšen kaj vprašal. Če nas v šoli je tako, Joško, da moraš dati ekspliciten odgovor. To pa moram Jože dela reči. Veste, biti je prej mečka zmedel nesel. Jaz pa metod se tako dobro zastopa zato, ker ne delava na istih šolah. To je pomembna zadeva. To že je, to jogo pa te zadeve dela na moji šoli. Ampak sicer pa... To je to, kar jaz pa Oleg. Isto, ne? Mava sicer predavanja, ampak mava tudi shode, ampak drugače pa ne delava kaj posebej skupaj, ne? Ampak to je tako. Kar se tiče vizualizacije, a ste dobili odgovor? Ste razumeli? Ok. Ampak še kakšno vprašanje? Jaz bi rada samo nekaj povedala, občutek, takrat, ko smo izvajali to vajo z vami, ta fokus, da sem jaz počutila neko energijo, neke mravljici po glavi, po celem telesu, ampak sem htela samo vas vprašati, če ni nič narobe, zakaj ste si razpel lase in ker druga podoba, tudi čisto druga. Zaradi tega to jaz razprem, da me ne gledate takega, kot sem normalno. Jaz kaj gor stopim in je pravzaprav, hočem biti tak kot sem, z razpetimi lasmi. To sem jaz, ne. Ko pa spnem, sem pa za družbo, ne, tako da se lahko pogovarjamo. To me pa vsak po svoje vidi, eden me vidi kot satana, drug me vidi pa kot angela. A veste, ampak vsakmu človeku je eno in drugo. Noben ni samo svetu.
Noben ni samo temen. Obe polovici imamo. Samo katero polovico gojimo. Ne, katero polovico gojimo. To, da si pa to čutila, ne, to je pa normalno. To si šla na čutenje. To je to, ko se učimo. Vdih, izdih, da se opazujemo. Opazovalca je treba gojiti. Ne. Opazovalca. Vedno je povsod opazovalc. In če boste opazovalca vključevali, ste zmagali. Ampak seveda najprej na sebi. To, kako je sosed, to že vse vedemo. To znamo opazovati. Vsako malenkost. Ampak sebe je pa malo težje. No, a bi še kakšno vprašanje? Evo, kje so kolegi? Imate sigurno kakšno vprašanje še? Kar s koražem vprašajte. Recimo, recimo družina, kdo je se s tem ukvarja v družini, pa če ni recimo podpore pri partnerju, pa spremenimo lahko samo sebe. Jaz pa vse razumem, ampak recimo, če bi rad pomagal, pa ni želje, da bi si pomagal. Poslušajte, najprej spremenite sebe. In ko boste spremenila sebe, se bo začela družina spreminjati. Ker jo boste drugače dojemala, ker boste imela drugač dostop, ker boste do njih drugačna. Vi ne boste več tista, ki ste bila prej, ampak boste bolj razumevajoča. Zdaj, možgansko ste razumevajoča, ampak ko se boste pa sebe spoznala, boste pa ljubeča. To je ljubečnost. To je ljubečnost, to je pa brez zahtev. Je še Tako tukaj je spet Ja, prosim, izvolite. Tudi šolskih primerov, ne, veliko ljudi srečam, kako me čakajo, da nekje nastane problem. Da gredo potem tisti problem reševati, recimo kakšen razrednik, ki je dober razrednik. Ko me čaka, je nesrečen, če ni v razredu enega, ki ima problem. In potem bi mu stalno sestanke. To je vselih, meni treba pomisliti, zakaj jaz tako rad pomagam drugim reševati probleme. S tem odmikam tisto, da nisem sam sabo, pa moram biti sam sabo, ker večino časa le preživimo sami sabo in je fajn, da smo zadovoljni sami sabo. S tem se pa zamotimo. Ta pomoč je vedno majhna ozadja. Tudi pri odnosih velikokrat šokiram, drugače moram se začeti pogovarjati pa to, recimo pa potem me je učenec povabil na poroko, sem poklical ženo, sem rekel, a se ti zavedaš, da je ta zakon, me ni poznala, odvisen izključno samo od tebe. Ona gleda, kaj je to norca, neko pa v ta delo seveda ga je učil, zdaj pa on posem se pa k njemu obrnil, sem rekel, a se ti zavedaš, da je uspešnost tega zakona odvisna izključno samo od tebe. To je v odnosu. Kakršenkoli odnos gojimo, moramo vedeti, da je odvisno od nas. A vztrajamo v trpljenju, a se imamo namen spremeniti, in če gremo s takim stališčem v tisti odnos, nam je lažje, ker potem drugače pa samo potenciramo. Mi vidimo, kje je konflikt, in noben problem konflikt poveča, zato da bo partner več kriv. Noben problem ni konflikt poveča, zato da bo otrok bolj grozen. Čeprav samo čakamo, da bomo spet pomagali. Ampak vse bomo naredili, da bo otrok vztrajal na krivih poteh. S tem se potem ima ta starša zabavo, se ukvarjata z otrokom, letata v šolo, vse smo naredili z njemu, ni nič kvanejše, sama med sabo narazčista. In večino, tudi ko nam hodijo na šole, psihologi razlagati, oni skoraj nikoli ne razlagajo o tem, kako je treba spremeniti odnos otrok-starš, ampak običajno govorijo, kako morata starša odnos med sabo spremeniti. Otroci so gostje in tisto opazujejo. In ker je ta odnos stabilen, ko se ta odnos rešuje, potem otroci so res prilagodljivi. Moramo se vselih reči, da imamo s svojim otrokom problem, vselih se moramo reči, do kere mere jaz potenciram. Do kere mere bi jaz sploh zdržal, če moj otrok ne bi ga tako labiksal, če ne bi cveke dan nesel, ker pa ne bi mu se s čim ukvarjati. Jaz sem pri sebi to spoznal, ko sva ženo pričakovala prvega otroka, težko. Zle pa pač nama ni uspelo. In za naj je bilo vse idealno. Ko je bila pa žena noseča, sva pa se začela kregati. Poj, takrat, ki je bilo vse rešen, sva pa videla, da ima še eden druga. In velikrat mi odmaknemo to na pomoč, ker smo rad dobro, pa imamo navadno lahko. Tole na odnose bi še jaz eno stvar vam govoril. Vse to je krasno in je res.
Ampak se vedno mi dobimo veliko breme na sebe, ko rečemo, morate spremeniti sebe. To je sigurno resnica. Ampak vseeno traja, da se jaz spremenim. Ampak v družini pa vseeno ostajajo to, kar vi želite povedati. Kako pa lahko vseeno pomagamo? Na čist preprosti način. To, kar smo pozabili. Vidite, zopet so tukaj naše misli. To, kar ste zdaj povedali. Vi ste zdaj poslali miselno energijo možu. Kakšno sporočilo ste poslali v vesolje? Poslali ste, da mož si ne dovoli pomoči, da mu ne morete pomagati. Se pravi, da razmišljamo negativno, pesimistično. In s tem, ko mi pomislimo o neki osebi, da mu ne morem pomagati, pa razmišljam o njem, kakšen je. Ali pa zdaj, ko greste domov, da vas je strah, kaj bo se doma dogajalo, da bo mož gledal, kje se hodila eno, drugo, tretjo. Vi dejansko dajete moč tem osebam na energiji. Kar pa pomeni, mi vsi smo krivi za to, da so naši partneri ali otroci takšni, kot so, ker mi dajemo to moč na energiji z negativnimi mislimi. In mi njih silimo, da so takšni. Zato je čist preprosta rešitev, da mi, oziroma v tem primeru, ko imate, da vi razmislite in vidite, da mož se že spreminja. In ko boste vi to miselno energijo poslali, pa bilo za kakšen problem gre, ali situacijo, jaz bolj vem, da ni problemov, to so trenutne situacije. Vsi imamo v trenutku izredno moč, zato se dogaja na kolektivnem nezavednem nivoju čisto vse, ampak mi smo kreatori in sokreatori smo tega, kar se danes dogaja. Ne samo v naši ozki družini, v šolskem sistemu, političnem sistemu, gospodarskem sistemu, skratka na celem sistemu našega planeta. In seveda od nas je zdaj posebej odvisno, kako bomo mi to konkretno teh naslednjih 2-3 letih sploh preživeli. Kaj se dogaja? Ali bomo ostali pozitivni, ali bomo mi vsi pozitivno razmišljali, ali bomo pa nas strah, kaj bo jutri. In s tem, ko je mene strah, kar bo jutri, jaz zopet sem sokrivec, da bo točno to, kar niti slučajno si zavestno ne želim. Kaj lahko povem eno moje mnenje pri tem? Izvolite. Mislim, da vse to, kar govorite, ne pa ne samo vi, tudi naši kolegi, ljudje bi morali imeti že zelo veliko vedenja, da bi tako funkcionirali. Ampak takšni, kakršni, bom rekla, smo, pa naj si bo v odnosih v družini, partner, partnerka z otroki, z odnosi drugačnih družbah, mislim, da smo še preveč v nizki stopnji. Glejte, gospa, hvala. To, kar ste zdaj povedali, zdaj bom moral povedati nekaj krutega. Kdo vam daje pravico, da sodite, da smo na nizki ravni? Nihče nima te pravice. In ko jaz to izgovorim, glejte, to pa so zdaj še moče neosebno imati. Moče z energijo odreagiram, ker me poznajo, jaz tako malo dvignem energijo, ampak ne zaradi kakšnih drugih stvari. Ker dejansko, gledajte, glih to, kar govorim, nimamo mi pravice soditi nikogar. Tudi tistega ne, ki ubija, ampak sodimo. V resnici pa ne pogledamo sebe, tudi sam sem ubijalec. Pa če... Ni bilo sodbe, to je ugotavljanje... Glejte, kdo, jaz vas razumem, ampak to mi počnemo vsak dan na vseh korakih. Vedno ugotavlja nekdo. Policija ugotavlja, sodišče ugotavlja, učitelji ugotavljajo, vsi ugotavljajo za enega, tretjega. Nimamo pravice ugotavljati, samo o sebi lahko rečem. Ampak ko še sebi rečem, negativne stvari sebi škodi. Zato intenzivno je treba spremeniti miselne vzorce. Vsakemu, gledajte, največjega sovražnika, ko imate, največjega tistega, ki vas je prizadel, morate odpustiti. Odpuščanje je prvi osnovna stvar, da lahko se osvobodite samega sebe. In če ne morete odpustiti, ste sužen samega sebe in ne morete iti naprej, vam lahko milijon terapij naredimo, milijon dobite injekcij zdravil, ne morem pomagati. Zato morate osvoboditi sebe. Sebe pa samo osvobodite, ko prvič odpustite sebi in odpustite vsem drugim, ki so vas najbolj prizadeli. In odnos, kateri je, imate odnos. In vsi mi dobimo odnos. Ali nismo slučajno prišli na ta planet, na to zemljo, v to družino in vi ste si sama izbrala, tako kot starše,
tako kot partnerja, zato da se od njega nekaj naučite. In vam je idealna prilika, da se od njega naučite. Kar pa ne pomeni, da morate do smrti vztrajati z osebo, je pa zelo pomembno, če že gremo na razen z osebo, da greste z odpuščanjem sebi in njemu. In komaj takrat, veste, ogromno te stvari intenzivno delam vsak dan, še potem na individualnih terapijah, ko gremo, da vidimo, koliko je travm, koliko je problemov, ko imamo na vseh področjih, prav zaradi tega, pa so ločitve, pa so vdovi, pa vdovci in tako dalje. Glede, obstajajo zamere, tudi nekdo, ki je že ne vem koliko let na drugi strani, on še vedno je tukaj. Smrti ni, čeprav še ga ne razumem, ampak ni pomembno, pomembno je, da to slišite, ker to, kar slišite, ne govorim vašim umom, ker blokira, ker ni navajen, duša sprejema. Vse, kar tudi zdaj ta moment slišite, občuti vaša duša, da je to Božja resnica, da je to resnica vesolja. Ker ta resnica je edina, ki deluje. In potem se lahko osvobodite. In gospa, in vsi mi, ko imamo takšne in drugačne, a so to ogromno je bilo vas tukaj, ki ste bili vreni, pa ste imeli šefi probleme poznali. V trenutku se je spremenil odnos, kako lahko vi šefa spremenite? Ne morete ga. Kako lahko spremenite politiko našo? Ne morete, razen z pozitivnimi mislimi. Pa druga stvar, da ne gledate poročil, da ne berete časopisov, ker s tem, ko vse to delate, vi spodbujate, da se to v resnici dogaja. Samo ko berete, vi, ko boste pa brali, ko pa boste brali to knjigo, zopet ste vi tisti, ki dajete notri moč, energijo. Ampak tu notri je stvar, ki vam koristi. Povejte mi eno stvar danes, ko gledate poročila, eno pozitivno stvar, ki vam koristi, da ste lahko srečni v življenju. Eno stvar. Gledate en časopis, ko ste videli en članek, ki vam je koristen. Kdo koga ubije, kdo koga posili, kdo koga strela, kdo je koga goljufal, same negativnosti na negativnosti, zato se danes to dogaja. In hvala Bogu, da gre stvar počasi koncu, da se bo ščistila. In ko se bomo ščistili, potem nam bo lažje. Razumete? Najbolj pomembno, samo pozitivne misli. Tistemu tudi pomagajte s tem, da mu že vi danes tukaj pošljite energijo, da se spreminja, da je dober, da ga imate radi, ne glede kakšen je. Potem bo on začutil v trenutku, nič ne te rabi povedati, takoj se bo spremenil odnos s familijo. Se opravičujem. Malo. No, zdaj bi pa jaz nekaj povedal. Moj sem težena, pa vsaka je bila problematična. Ampak nekaj bom pa povedal, kar je čarovnija. Vsak človek je čarovnik. Ti vplivaš na onega in on na tebe. Ampak zdaj sem jaz vedel, da so ženske bolj trmaste kot mi. Mi lažje odpustimo, kot ženska, ki ima bolj čustven svet in je zamrljiva zaradi knofa, ki ga nisem prav pršil, sem 3 dni poslušal. Ampak kaj sem pa spoznal? Spoznal sem, da je to bitje Božje bitje. Čakajte, zdaj nisem več žene gledal kot ženo, ki ima fajn joške pa fajn ritko, ampak da je to moja ljubeča duhovna sila. Naredil sem jo za boginjo, pa čeprav ni zaslužila. Po umu nikakor ne. Po moji duhovni snovi sem jo pa spremenil v boginjo. In kaj se je zgodilo? Nenadoma je ona vso tisto ihto, ki je nosila od zore do mraka, čez en teden zgubila in postala je druga. Kajti duhovna energija, ni fizična energija, kot dviguješ žaklje. To je tista energija, katera človeku daje moč, da se spremeni. Če ti ne daš svojemu bitju moč, da se spremeni, se ne bo mogel spremeniti, ker je pod tvojim vplivom. Jaz pravim nekaj. Moja žena, saj ni žena, sploh ni žena, je ljubica, je kuharca, je kurbica, vse je, ampak kaj je? Ljubeče bitje je v meni. In jo v vsakih oblikah, ko so krize, se krize morajo biti,
Veste, ena je prišla pa je rekla, 3 leta so bile skup, se enkrat nisem skregala, zdaj pa je kufer vzel pa šel. Jo, 3 leta se nista, jaz bi se ta prvo let skregal. No, to mora biti, pretok reke mora biti. In vedite, če ste prišli v zakon, dajte vedno razumeti, vi ste tisti, ki morate spreminjati prvo sebe. In ljubečnost dajte v sebe, in s tisto ljubečnostjo, ne z umom. Z umom bo še imela ista. Mera bo ista, je ne boš za 40 let spremenil. Ampak ljubezen bo spremenila njo, bo postala duhovno bitje, ne fizično, razum je pač. A veste, kaj je razum naredil? Vse vojne, to atomsko bombo, vse to, kar je, to je razum naredil. Kaj pa je srce naredilo? Da sem lahko srečen v objemu tistega, ki ga ljubim. To je pa tisto, kar je smisel življenja, se ni omara najbolj pomembna. Jaz sem doma naredil en fajn recept. Vsake tok časa zamenja pohištvo. Da je šel, da je omara, ja pa uno tja. Zakaj? Da sem se sploh zavedel, da sem doma. Kaj pa biš te? Ker drugače pa nisem nič več videl. Jaz sem že enkrat za hec sliko zamenil. Pa sem rekel, kdaj bo pa povedala, da je slika zamenjena. Šele takrat sem jaz rekel. Zakaj? Ker se navadimo na njega, vse ta bitje, žena, ki živi en tajta, sploh postane nula. Zakaj? Ker ni pretoka ljubečnosti. In ta ljubečnost, veste, dokler si ti zatrapan, ali pa imaš ena punca, pa na ena drugo, takrat živiš. Kadar pa skupaj jesta, pa glih tako, posluša to, to sta dva mrliča. In če hočete življenje narediti veselje, glejo kot ljubica, daj duhovno lepoto svojo, njej, če jo imaš, če pa nimaš, pa ta prvo sebi ljubečnost naredi. Življenje je lepo, vsak zakon, samo kaj, ko pa partner noče se spremeniti, ti se nočeš, ti pa hočeš imeti idealnega moža. Ni, mi smo vsi z napakam popolni, takšni, kakršni smo, v nepopolnosti smo popolni. Enkrat pa bomo boljši, kdaj? Ja, takrat, ko bom rekel, vse je fajn. Jaz včeraj se vmes malo zmerjal, ampak je boljša, ki jaz. Če boš ko gledal, potem bo postala oblika ljubečnost pretočna. Če boste pa samo miselno gledali na človeka, to je rekel, pa uno, zamere. Meni se je prišel na sodišče, pa mi je povedal, da sem to in to rekel proti Titu. 3 leta strogega zapora. Pol pa nič ni bilo res. Pol je prišel po zaporu, pa me prosil, da bo oprostil. Ne morem te oprostiti. Zakaj ne? Ker te nisem zameril. Ker sem vedel, da ti je to udba dala na usta. Pa se je čudil. Ampak povedal sem pa nekaj, ti si bolj trpel kot jaz. Zakaj? Ker nisi samo zapor nosil, si še mene nosil. In to morate vedeti. V besedah ljubečnosti, oproščanja, kot je bilo rečeno, z oproščanjem boste naredili raj sebi in unemu. Kajti tudi on rabi, da odloži tisto breme, ki ga pa še kako boli. No, ljubite. Vsaka je ljubica, vsak delc je angel, ampak veste, nekakrat te pride pljembel. A je še kakšno aktualno vprašanje? Kaj to še ni, ne? Onek je tako lepo zaključil. Jaz mislim, da bi bilo tole za današnji večer dovolj. Tukaj imate dekleta rože, a ne? Ali jih prosim razvijati, Hvala vsem petim, ne? Bomo rekli, da smo veliko dali. Ploskati pa ne. Če enkrat povem, ploskanje si je zabranjeno, ker moja žena ploskala je sam takrat, kaj mola videla. Ker sem pa kaj pametnega povedal, pa rekla, se si bukaj.